Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Kaj pa kako brat? Dejan, ti si zaužent. Kaj pa, aha, ja, okej. Koliko imam jaz danes fajno družbo, bravo. Ja, bravo tebi, jaz moram reči, da sem prav presenečen. Na čem? Zelo lepo si vodljiva, prav všeč mi je. Ja, super, hvala, ker si opazil. Ja. Tako da imamo nov segment v oddaji Ob kavi, plesni tečaji. Veš, kaj smo midva naredila nazadnje, ko smo se družila tamle? Dobili smo 30-40 klicev gledalcev, da ne jim povemo, kdaj boš ti voditelj. A ja, resno so zagrabili? Ja. No. In še mami me je klicala. In kdaj bo Dejan zdaj voditelj oddaje Klepet ob kavi? In kdaj bo? 2018. 2018. Januarja želo. Za obljube za novo leto delamo. Le, jaz lahko grem na dopust, pa, a veš, ne? Ne, jaz te rabim ob sebi. Kako mi je zvedel sam voditi? A ja, ti bi to tako naredila? Ja, valjda. Ja, prav, okej. Če hočeš imeti pa slabo gledano oddajo, zmerjeno. Izvoli, da se usedeva. Dejan Vunjak je danes v naši družbi in več kot očitno ti je tale plesavska avantura, mislim, dobro ti je dela, res? Ne, to je čisto. Jaz sem že pozabil bolj kot ne, ampak rad pa še zmeri plešem, ja. Ampak me je prav zelo fajn. Gremo na eno veselico, bomo šli. Ja, polko pa sploh znam, veš? A res? Ja pa, čakaj malo. Ja, jaz sem samo valček sem zdaj probal, vse veš? S svojim časom vse veš, da sem ni veselice brezgonice delala, halo? No, zmenjeno, okej, naslednjič mava pa polko. Ampak se veš, da jaz grem ob 9 spat. Bova prej, bomo šli v nedeljo. Ob nedeljah so ob 4 veselice. Dejan, ti imaš danes eno darilo za gledalce. Ja, imam eno darilo za gledalce in to je v bistvu, kolikor vem, bomo danes govorili o tem, kako poskrbeti za svojo žensko. Ja, wow, evo, Ne, bravo. je tako? Jaz sem sicer pripravila 3 stvari, ampak ti si takoj rekel, jaz imam svoje nasvete, ki so toliko boljši, tako da izvoli. Ja, Prvi nasvet. a boš ti prvo povedala tudi, kjeri so bili tvoji? Sicer sem se z enim tvojim strinjal, res sem se. Si se? Ja, Okej. sicer ne z glavnikom, ampak... Kaj ne z glavnikom? Ja, No, evo, to bo zdaj kar prvi, ker to pa dejansko je naše darilo gledalcem in gledalkam danes, na današnji poseben dan. Tako da, če bi tudi vi imeli tole darilo, pokličite naše svetovalke na 02 6200 230. Reč pa prvi nasvet, in to ni moj nasvet, to je nasvet Marije Ane Kolman, da moški češe svojo žensko. Z glavnikom iz sibirske cedre, ki ima, to je poseben les, se pravi iz Sibirije. In zakaj moški, da češe svojo žensko? Ne zaradi tega, da bo ona imela lepe lase, ampak zaradi tega, ker on s tem pridobiva moč. Zakaj misliš, da vojakom pobrijajo lase, ženske skrivajo lase v rutah, pa vse te zadeve? Pa, a veš, magija pa te zadeve, se dela zmeri vse z lasmi. In v laseh je moč in ko moški češe žensko, pridobiva moč. Na, izvoli. Hvala. Ne, mislim, lahko me malo počešeš. Lahko probam? Ja, Okej, da probam, da boš vidim. videl, če boš pridobil kakšno dodatno moč in energijo. Jasmina, danes gremo v vojno. Borim se proti kralju, Arturju. Upam, da ga bom premagal. Pa saj rabiš Zato češem moč. tvoje lase in dobivam moč. Zdaj je čas, da rečeš, da imam lepe lase. Ne, sam jih imaš res. Čudovite lase imaš. Res grejo, to si zelo lepo razčesala in vidiš, da zelo skrbiš. Kako pa skrbiš za svoje lase? No, v redu je. Ampak ti se ti rabiš moč. Zdaj sem v bistvu pripravil, kako pa res skrbiš za svoje lase? Kakšna posebna ali je to samo pač enkrat na teden si jih operem, pa ne dajem si gor barov, pa lakov, pa nalikam si jih. To je to. No, vidiš, to je to. In zdaj si dobil toliko moči, da bo naslednji CD takole.
Drug teden predstavitev novega CD-ja. To. Ampak res, a v 2018 se bo kaj takega dogajalo? Kaj pa vem, nisem še v 2018, če ti čisto iskreno povem, sem še pred tem, da zaključimo veseli december. Tako da ne vem še, kaj se bo dogajalo 2018, se pustim zaenkrat še presenetiti. Ampak to je najboljša, ni to najboljše. Je, to je fajn. Da se prepuščaš. Da vidim, kako se bom počutil januarja, a me bo januarja zagrabil, da bi mal, ne vem, mogoče šel prvo v kakšne toplice za par dni, ali me bo dal, da bi šel mogoče, ne vem, takoj v studio kaj delati. Bomo videli, lej, puščamo se. Pa se si zaslužiš. Ne, lej, pa vse je fajn, se delimo, dokler smo mladi. Ja, pa to ja, ampak se si zaslužiš malo diha. Kaj? Veš kako je, jaz hitro živčen ratam, vse to sva se že pogovarjala. To je res. Glavno hotel, dejva se vrniti na uno temo, ja, za glavnik, okej, tle sva... Okej, tu je kljukica. Ja, tle je kljukica, okej, ker zdaj sem videl, da se čist drugače počutam. Ja, Glavno se pa zelo strinjam s tabo, ki je bil pa tvoj tretji predlog, da masiranje nog. Ženskih nog. Ja? To se pa strinjam, zato ker na nogi je veliko teh, a zdaj mi boš svoje noge poturila. Ja, kako pa? Jaz to ne znam delati. Ja, ne, kar dej. Jaz to ne znam delati. No, dej, da vidim, če znam. Čakaj, ja moram to tako pol narediti. Ja, tudi to rejo. Takole? Kaj smrdi? Kje pa imaš? Ne, si jih lepo umila danes. A tako, kaj ti paše sploh, ne vem. Kaj pa, če moja kolegica pride, ti pokaže? No, dej. No, dej. Prosim. A jo imaš? Ne. Ja, lej, glika prišla. Ja, kar pridi naprej. Zdravo, živijo, Dejan. Renata bo zdaj pokazala. A se kar sprava, Renata? No, dejva. No, dejva, čakaj, dej. Lej, prijel si prav. A sem prav prijel? Ja, tako si prijel. Ok, v redu. Potem greš pa tle. Au. Ful paše. No, ne bi. To je bila dobra, to ful, au, paše. In tle, Čakaj, to ga imaš na mazincu? pod mezinco. Mislim, se kao ta linija. No, greš tlele. Tle je fajn. Tle je fajn. Tu si zapolnil to točko. Čakaj. Aha, to je, ok, na robu, pod palcem. Ok, a pa tudi tlele, kaj gor pritiskaš? Tudi malo pol. Tako so ti, Koliko sem rada zajček poskusni. ko so mehki predeli. Ja. Ne premasiraš pa. Potem greš sem premasirati. Potem peto. Ful pa pašejo prsti. Greš vsak prst posebej. Sam Vsak če prst res? posebej. Kaj sem Ja. ti občutek? Ful je fajn. A res? ne žgečka. Ne žgečka. Tu se navadi. Žgečka tisto med prsti, ne? Ja. To je tisto neverjetno. Čakaj, a je isto delam? Malo bolj lahko primeš. Tako? Ja. Lahko bolj močno pritisneš. Lahko bolj Ja, ko imam občutek, da ti zlomil Ja. prst. Ah, kje pa, ne. A? Ne. Ok, To je dobro, fajn. leto, danes sem nekaj novega naučil. Potem greš tega, fajn obdelaš. Tega sploh, ja. Ja. To je po refleksoterapiji, ta del je glava. Pri refleksoterapiji to ti je tata mata. Aha, ok, ta je Hvala lepa, šebe. Renata. Hvala, evo. No, Dejan, No, zdaj znam. ti si vsako Kaj ti meni vse sekundo bolj pršti? zavžen. Kaj ti meni predstavljaš vse? Jaz to ne morem verjeti. No, zdaj pa en tvoj nasvet za moške, kako lahko bolj skrbijo za svoje ženske. Ja, jaz bom tako rekel, veš kako, da najbolj, kar sem jaz se tako recimo, da naučil in spoznal, ali pa, kakor vem, je, da jo moraš poslušati. Oje. Če znaš žensko poslušati, si zmagal. Ja. A je tako? Ja. Zato, ker pa jaz včasih imam tudi kar malo težave s tem, ampak če Jaz poslušaš ampak glej, to je en nasvet, ki bi bil tisti meni pomemben in glaven. Novoletna zaobljuba. Ja, v letu Boljši 2018 poslušalec bom. bom postal boljši poslušalec. Bravo. A si narediva oba dva enako? Ja, dejva si. Ok, Dejva si. zmeram. Boljša poslušalca bova. Ja, ker pravijo, en dober rek je, da tisti, ki zna poslušati, ima veliko ljudi okrog sebe. A res? Ja. No, to pa. Kar je resnica, ne? Ja. Sam se ti imaš že tako veliko ljudi okrog sebe. Mislim, ja, ampak Lahko je še boljš. lahko je še boljše. Okay, lahko je še boljš. Okay. Se pravi, obdelala sva masiranje nog, poslušanje, obdelala sva tudi glavnik in tale trenutek bo Marijana, dajmo se spomniti, malo bolj konkretno bo povedala za tale glavnik, ki pa je danes tudi darilo. Razčesavanje las je obred. Pomembno je,
da se tudi sodobna ženska vsakič, ko pride domov, razčeše. Ne zaradi lepe frizure, ampak zato, ker lasje sprejemajo in oddajajo energijo. Sprejemajo energijo iz kozmosa, sprejemajo pa seveda tudi energijo iz energijskih polj, v katere vstopamo čez dan, in ta polja pogosto niso prijazna. Lahko so to slabe energije in ko ženska pride zvečer domov, obvezno pa pred spanjem si mora lase razčesati. Razčesati. Razčeše naj si jih z glavnikom, ki ima energijsko moč. To je lesen glavnik. Tvoj glavnik je glavnik iz lesa sibirske cedre, ima magično moč, ne samo posebno moč, bistri glavo, razum, ne, in seveda energijsko čisti. Ne. Poleg tega daje lasem življenje, vitalno energijo. Takole, Dejan je dobro pokazal svoje sposobnosti, kako se češe, kako se masira. No in še en nasvet, ki sem ga jaz pripravila, da skrbiš, da spijemo dovolj vode. Ja, no, s tem se tudi strinjam. Ja. S tem se tudi strinjam, ne na tak način, kot sem jaz prej rekel, ampak ja, se strinjam s tem. Ja. Da moraš pač res poskrbeti za to, ker vsi premalo pijemo. Ja. Dejansko jaz vem zase, da zelo premalo pijem. Ja, in... ja, da je malo spi, no? Ja, čim, nazaj. Čim, ja, čim. Ker voda je res... Vir življenja. Ja, res je. In jaz se res veliko bolj počutam. Sem imel obdobje, ko se probam, veš, takrat, ko imam malo bolj umirjeno, recimo, se probam vrniti na to, da jem po 4-5 na dan, da probam čim več pita, ne? In se res človek veliko bolj počuti. Recimo, zadnja stvar, ki sem jo probaval, ker jaz imam refluks. A res? Ja, jaz imam refluks in mi zelo pomaga, je zjutraj limona, sveže stisnjena limona, pa topla voda. Ja, dobro jutro. Ja, ful mi Pa to pomaga. ne za ljudi, ki imajo refluks, to za ljudi, ki imajo telo. Torej za vse. Ja, za vse, ampak meni je to zelo pomagalo na moj refluks. Ja, a drugače ne piješ tople vode zjutraj? Ne, nisem drugače pil. Zdajle zadnje obdobje sem to ugotovil, da mi veliko in zelo pomaga. Res? To je bistvenega pomena. Ja, res je. Ej, bravo. In to pol litra vode. Pa ti si vse modrejši. Vse modrejši, tako da, glej, grem po tvojih stopinjah. Ah, dej, nehi, no. Dej mi povej, še tvoj nasvet za moške, kako lahko bolje skrbijo za svoje ženske. Jaz bi rekel, da... Ker nekaj moram vedeti. Fantastičen vzor si imel doma. Tvoj oče je bil do tvoje mame... Ja, on je bil res, on je bil vedno tisto, da je poskrbel v bistvu ne samo za domame, poskrbel je za vse. Njemu je bila, v bistvu on je bil, bom jaz tako rekel, on je bil en izmed tistih moških, tistih pravih, starih moških, ki je vedno se držal tega, da družina more biti preskrbljena in to je naloga moškega in to je to. In jaz se bi s tem strinjal, no, načeloma, da jaz še zmeraj izhajam bolj iz te staromodne miselnosti, da mora moški poskrbeti za družino. Ja, pa sej to tak je. Ja, mislim, danes je, veš kako že, danes je. Ja, to je res, to je res. Že malo drugače, ampak vseeno je na moškemu, da prinaša domov, bom jaz rekel, denar, da skrbi za zadeve. In to je tvoj nasvet za moškega? Dovolj zasluži, da bo lahko ženska vesela? Ne, to ni bil moj nasvet, ker to ni pa to bistvo. Ampak recimo mogoče en izmed nasvetov, ki bi bil, da probamo moški se več osredotočati na malenkosti in ne na velike zadeve. Ker veliko bolj ženskam pomenijo neke malenkosti, kakor pa recimo nekaj, zdaj bom pa jaz, ker sem pa, ne vem, 10-krat zeznil, bom pa eno veliko stvar naredil, ne, je že prepozno, ne. V bistvu sprot moraš delati te bombončke. Kje boš za novo leto? Za novo leto bom v Sevnici, čakam, če bo mogoče Melania Trump prišla, čeprav težko verjamem, ampak glej, Ja, bomo videli. če je to tvoja božična želja, se ti lahko izpolni. Ne, letos, ko so me poklicali v Sevnico, da smo prišli, sem rekel, pa bo Melania Trump tudi tukaj, ne, pa zdaj se cel čas hecamo na to, da mogoče bo pa letos prišla. Mogoče pa bo. Mogoče pa bo. Katero novo leto sva midva skupaj preživela? Midva sta bila pa moje prvo novo leto, ki smo ga nasplošno in sploh imeli z brendovimi barabami. Ja, se je videl, zaradi tega, ker si zamudil novo leto. Ja, se res, pa sva midva kar še štela, malo se zamaknila to novo leto. Tako da na Kopah smo pač tisto leto malo kasneje vstopili v novo leto. Ampak ni bilo dosti, koliko, 1 minuto?
Ni bilo 1 minuto, manjka 1 minuto je bilo, ampak mi Ja. sva se zmenila takrat, ne? Lej, tlele odšteva, 20 sekund moramo začeti odštevati. Je bilo že novo Kar leto. igraš in kar igraš. V bistvu, lej, sej ni nobenega problema, sam tistih 1000 ljudi sva zavedla. Ja, se ni Ja. važno, lej, se Ja. itak, vse veš, pa to pa, Ja. vse so bili veseli, tako da. Glavnem ne, bom tako rekel, ja, mi da sem, kaj sem imela to, torej iz 2011 na 2012 sva mi da imela, Možno, ja? možno. Na kopah skupaj. Fajn si bil. Še Ja. jaz sem ti eno Dobra zrihtala, da sem si bila. ji dal ljubčka za nov let. A res? Ja. To se pa res ne spomnim. Na drugače. oder sem ti jo pripeljala zato, da si jo poljubil, ker itak mora biti moški, ženska, se veš, ne? Pač mora biti, da, mislim, poljubo, da, pač, da si čestito, ne, za Silvestrovo. To se pa res ne spomnim, veš. Poskrbela sem zate. Zakaj pa tebe nisem kužno tako? Zato, ker sem jaz imela drugega takrat. Ne, se zahita. A takrat smo imeli tako ali kaj? Ja, jaz Ej, sem... res se ne spomnim, res se ne spomnim. No, v redu. No, dobro, se ni važno. Ampak a vidite, gledalci, mi da sem res že naredila skupaj, pa dosti. Ja, in zdaj me boš zamenjal, oddaji Klepet ob kavi, da lahko mi še malo potvati. Odlična kombinacija. Zmenjeno, sam prej mi boš vse napisala scenarij, kaj moram govoriti. Dober dan. A mi govorimo in delamo brez scenarija. Tako da. A res? No, ja. se boste pač sejeni enkrat prvič, pa boš... No, ampak daj mi povej, koga bi ti povabil v oddajo? Koga bi povabil v oddajo? Ja, zdaj, kaj bi se mogla držati, mi povej? Nič se ne rabiš držati. Razen to, da si iskren, Ja, da ampak si mora biti pristen. nekaj tudi o zdravju, ker to je tudi bistvo te oddaje. Ja, velik, no, ne. je zdrav življenjski Ja. slog, seveda, da je, ampak tak, no, Jaz kakokoli. bi to izkoristil, mogoče, gled, jaz bi moj potek bi potekal takole. Jaz bi prvo izkoristil priložnost in bi v bistvu povabil kakšnega tega, da se malo naučim torej Ne o kakšnega hrani. tega, konkretno koga Aha, bi, okej, koga bi povabil? Eno zanimivo osebo, ki se ti zdi, da ima kaj zapovedati ljudem, da bi bolj živeli. Glede na to, da je zdrava prehrana in vse in šport in tudi Pa tako, pusti gledala zdrava bi prehrana pa povabil Denisa šport. Čorčipa, to je prva zadeva, ker je Okej. on res poznavalec, pa še lepo ga bi bilo spet srečati po dolgem času. Ja? Verjetno bi povabil kakšnega glasbenega prijatelja. Katerega? Kaj pa vem, recimo, ali pa kakšno prijateljico, recimo, ne vem, ali mogoče Ines Erbus, ali mogoče Martina od Poskočnih, recimo, da še malo pobližje spoznamo glasbeni trg, da v bistvu enkrat glasbenika sprašuje, to bi bilo zanimivo. Ej, To bi bilo zelo zanimivo. To, Ja. se pravi, ok, zdaj vemo, koga boš povabil. Pa še mogoče, lej, potem bi pa zavil v kakšno presenečenje tudi. Bi? Ja. Ok. Evo, ena naloga še. Aha, a mi boš povedala, kaj zdaj delamo? Ja, jaz ne vem kaj, ker nisem jaz tega, nisem tega videla. V redu. Preber, kaj delaš. Jaz sem. A sem ti povedal, da sem dislektik, tako da če zdaj počasi berem, nisem jaz kriv. Ja. Čarobna moč. Izberi, katero čarobno moč bi želel imeti in jo prikaži v kratki igri. Lahko govoriš, prikaži prizor, v katerem uporabljaš to čarobno moč, vendar te besede ne smeš izgovoriti. Ok, greva tjale. Ja, čarobna moč. Čakaj, še nekaj berem, sam naprej. Ne, tisti nima veze. Ok. Ok? Čarobna moč. Ajde, Ok. ne smeš govoriti. Aha, ja, ok, čarobna moč. A ja, ne, lahko govoriš, sam ne o tem. Ti mi pokazal, Okej. Kon. Kupiti. To bi bila tudi dobra, ne? Ampak Joga, drugače vem, kako se imenuje ta položaj. ne, kako ne razumeš? Ok, čakaj. Drugače čevljem ne hodimo po kavčih pri nas, no. Čakaj, če ti hočem nekaj, pač, ok. Superman. No, Superman ni glih super moča, ne? Ampak kaj A ja, kaj je, da lahko bi super- letel? Ja, pa se to bi lahko tako pokazal. Ja, a bi razumela tako? A Ja, ni bolj pač valjda, da tako kot bi. Superman? A ja, Se ne bi dobro. tako letel. Drugače, veš, Štajerci so tudi takle. To je ono ob 3 zjutraj, ne? Na veselici je takole, ne? Bravo, No, letel izvoli. bi. Kaj bi pa ti imela super moč? Ja, da bi lahko... Pokaž. A ja, ja, da moram ti tega pokazati. Ja, zakaj ne? A ja, v bistvu lahko, ok, v redu. Od tam moraš gledati. Ok? Da bi bila nevidna. Ja, A res bi bila nevidna? Ja. Zakaj? pa ne vem.
tako fajn bi Da bi bilo. lahko druge opazovala? Ne zato. A ja, ker jaz bi bil za to. A ti bi bil za to? Ja. Ti bi druge opazval? Ja, A jaz bi res? to, ja, meni bi bilo to ful fascinantno, da dejansko v bistvu gledaš ljudi in oni sploh ne vejo, da jih ti opazuješ in so takšni, kakršni so. Zdaj to lahko delaš, pač greš na vlak, pa je to to. Pa se tam, ja ne, pa veš, da te, a veš, a verjameš v to, da človek začuti, če ga opazuješ? Ja, valjda, se vidiš, ko te pogleda. No, ja, no se to. Ja. Zaradi tega pač to ne moreš, ne? Zaradi tega, ker ima on nek občutek, da ga nekdo opazuje in spet ni več Ja. on, kar je. On. Ne vem, zakaj sem se spomnila. Zdaj sem se spomnila, da bi bila nevidna. Ja. Super, ok. Hvala ti lepa, da si z mano preživel tudi božični dan. Enako. Res mi to veliko pomeni, sploh, ker vem, da ste kar okrog z barabam, a ne? Ja, Tako smo, res da, smo. hvala ti tebi, lepa in vesel božič. In se vidimo, in srečno novo leto, če se ne vidimo prej. Ja, tako. In vesel božič seveda tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Evo, darilce imamo za vas in sicer krasen glavnik, lahko pokličete, preverite. Sicer pa midva sva bolj pristaša tudi tega, da si dava mašance okrog vrtu in sva midva darilo za najne drage. Ja, to je res, to je res. Ja? Bom šel s tabo zraven, ja. Okay. Bom sodeloval s tabo. Še eno vprašanje. Naslednje leto bomo šli verjetno Sedona, Utah, tam na potovanje za 18 dni. Ja? Bi te zanimalo, bi šel zraven? Ja, jaz Saj to je septembra nekje. Ful bi šel, samo imam za vdajo za vodo. Dobra. Ja, ne morem, No, zdaj veš, veste. imam. Ja. No, vesel božič. Vesel božič, srečno. Naša vas je bila 3-4 na leto sita. Za božič, za veliko noč, za kakšnega pusta, če lakšna ovce tu vasi. Drugače so bili lačni in kruh je bil pod ključem, vemo, v gorenjskih hišah.